Lepo pozdravljene spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v času, ko se poslavlja svečan. Na obzorju pa se že riše Sušec ali marec, v katerem beležimo kar nekaj praznikov. Najprej Mednarodni dan žensk, nato praznik občine Slovenska Bistrica, ki sovpada z Gregorjevim, ko se ptički ženijo, ob izteku meseca pa še materinski dan. Vmes pa še številne druge prireditve, kot na primer gledališki dnevi amaterskih gledaliških skupin ter izid občinskega glasila Informator, ki bo zagledal luč sveta 9. marca, prejme pa ga vsako gospodinjstvo v občini. Pretekli ta teden pa smo zabeležili tudi nekaj drugih zanimivih dogodkov, teža pa je gotovo na sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto. Vabljeni, da se nam tudi tokrat pridružite pri ogledu informativne oddaje. V Studenicah na območnem srečanju peli in godli ljudski pevci Trgovci. O rojstvu in človekovem poslanstvu z bioterapeutom Matjažem Lesjakom. Ta teden slovenjebistriški svetniki sprejeli proračun in se seznanili s prejemniki občinskih priznanj. V policijskem poročilu tudi o tem, kako je podjetje v tujini opeharilo občana pri nakupu delovnega stroja ter drugih dogodkih. V športu, v veleslalomu za občinski pokal pri Treh kraljih, kjer je sodelovalo 87 rekreativnih smučarjev. V rubriki Lokalne novice o treh zanimivih dogodkih poudarek pa je vsekakor na sprejetju 31 milijonov evrov težkega občinskega proračuna. V Domu kulture Andreja Stefancioze v Studenicah je v petek 20. februarja območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizirala 17. območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Na odru se je zvrstilo 13 skupin iz Makovske, Poljčanske in Slovenjebistriške občine. Namen srečanj pa je prikazati ohranjanje in negovanje ljudske pesmi, ki je včasih človeka spremljala ob različnih dogodkih njegovega življenja. Prireditev je povezovala Tamara Sobotič, strokovno spremljanje nastopov pa je bilo zaupano Jasni Vidakovič. Tega pa nišče mislo si ni.
V Slovenjebistriški knjižnici so v ponedeljek 23. februarja v sodelovanju z zališčarskim društvom Hermelika pripravili zanimivo predavanje o človekovem rojstvu in njegovem zavedanju ter poslanstvu. Gost je bil bioterapeut Matjaž Lesjak. Lesjak je obiskovalce popeljal skozi 4-letne čase in posamezno letno obdobje, v katerem človek rojen, zaznamuje in oblikuje njegov način preživetja ter njegov značaj. Prvi človekov vzgon je preživetje, je zavedanje obstoja, ki v nadaljevanju preraste v željo po ustvarjanju, toda skupni imenovalec je na koncu vendarle borba za življenje. Astrološki znaki ali živalski krog, kamor se človeka uvršča glede na njegovo letnico rojstva, so samo plod dolgoletnih izkušenj človeštva ter njegovega zavedanja v posameznih letnih časih. In prav letni časi so tisti, ki oblikujejo človekovo zavedanje od rojstva do smrti. Zanimivo predavanje, ki je nekoliko odstopalo od konvencionalnih nastopov, je vendarle s pomočjo bioterapeuta Matjaža Lesjaka obiskovalcu odprlo širok spekter možnosti in priložnosti za razmislek o obstoju in človekovem poslanstvu. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 24. februarja sešel na 3. redni seji. Osrednjo pozornost je namenil drugi obravnavi občinskega proračuna za leto 2015. Svetniki so odlok potrdili 17 glasovi za in 11 proti. Letos bo v Slovenjebistriški občini za različne naloge in projekte na voljo 31 milijonov evrov. V opoziciji so opozorili predvsem na veliko zadolževanje in varčevanje na ranljivih skupinah. Z proračunom, s katerim se soočamo danes v drugem branju, smo ga v svetniški skupini Socialnih demokratov skrbno pregledali in seveda nas je zaskrbelo od prvega do drugega branja predvsem varčevanje na račun ranljivih skupin in pa otrok in pa starejših. In zaradi tega smo opozorili, da v pogajanjih, ki so jih občine imele z vlado, bi morali bolj trdo voditi pogajanje, saj se je že pokazalo skozi pogajanje in potem tudi, da ta varčevanja ne bodo imela realnih učinkov. In kot sem že v razpravi povedal, samo na predšolski vzgoji, kjer je predvidenih 280 tisoč evrov prihrankov, bo občina prihranila dejansko 1 odstotek. Tako da vse ostalo bo očitno treba skozi nova pogajanja na novo spogajati z vlado. Ministrstvo za delo je že v osnovi tudi opozorilo tudi vlado na to, ampak pač očitno so župani in vlada dosegli nek kompromis, zaradi tega, ker gre to za sredstva, ki jih morajo občine skozi sistem izvajati in zaradi tega verjetno je prišlo do tega dogovora. V svetniški skupini Socialnih demokratov pa nikakor ne moremo pristati na to, da se varčuje na ranljivih skupinah, tako kot sem povedal, predšolska vzgoja, prevozi otrok, zopet gre za tiste, ki nimajo varnih poti do šole omogočenih in jaz mislim, da na teh se tudi ne sme varčevati in pa seveda na socialnih zavodih. Zdaj, kot se videli, smo se pol skušali poiskati neke rešitve. Zdaj, jaz upam, da skozi rebalans proračuna, ki pričakujem, da bo v prvi polovici leta, zaradi tega, ker bo tako občine kot vlada spoznali, da teh učinkov varčevalnih ne bo, da bomo potem skozi novo primerno porabo in pa nove postavke, ki bodo seveda višje in bomo povrnili ta sredstva zavodom in pa ostalim skupinam, ker drugače seveda ne bomo uspeli tega zapreti. Občina pa v vsakem primeru to zapirati mora in zaradi tega tudi nismo mogli glasovati za tak proračun. Vsekakor pa boste podprli pobudo za umestitev zahodne obvoznice v državni proračun? Na tem področju Socialni demokrati aktivno sodelujemo z občino. Smo tudi že v juliju kot stranka obiskali podjetje Impol.
Takrat smo tudi se z generalnim direktorjem in ožjim vodstvom podjetja pogovarjali o umestitvi zahodne obvoznice v državni proračun. Ti pogovori in napori še zmeraj potekajo, sicer na žalost poslanska skupina Socialnih demokratov šteje zgolj 6 poslancev in 3 ministre, tako da naša beseda ni odločilna v vladi. Bomo pa skušali, kot je bil danes dogovor, tudi tukaj sprejeti skupaj z ostalimi koalicijskimi partnerji, kot tudi širše z ostalimi strankami v parlamentu, najti dogovor za ta vladni projekt, da se bo izvedel do leta 2017, kot je bilo nekako dano zagotovilo takrat strani gospoda Ficka, ker po zdajšnjem predlogu državnega proračuna so večina teh sredstev umeščena v leto 2018. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je poudaril, da je proračun načrtovan na realni podlagi in naložbeno naravnan. Ja, gledajte, mi smo zdaj v zaključnem fazi pripravljali račun realno na realnih podlagah, torej tistih, ki pomenijo to, kar je bilo izpogajanega med občinami in državno ravnjo. Žal, naša občina iz teh izpogajanj dodatno izgublja skoraj 1 milijon evrov in to se seveda pozna v proračunu, prav tako kot se pozna seveda povečani odhodki iz naslova recimo raznih transferov, ki so povezani z socialnimi transferji in še čem. No, ampak vseeno smo po drugi strani poskušali, torej tisto, kar smo privarčevali, usmeriti v investicije in če samo pogledamo proračun od 31 milijonov, kot je celotna vrednost, je 17 milijonov evrov namenjenih za investicije. Potem pa je treba še upoštevati še to, da še 2,5 milijona je pa potrebno seveda nameniti za plačevanje dolgov iz preteklih obdobij. Tako da v letošnjem letu jaz vseeno ocenjujem, da ta proračun zagotavlja en investicijski ciklus tukaj tudi v občini Slovenska Bistrica, tudi tiste najbolj pomembne projekte bomo lahko realizirali, končanje sveda teh kohezijskih evropskih projektov na področju komunalnih storitev. Po drugi strani smo na predšolski vzgoji z 2 investicijama in ne nazadnje smo v okviru možnosti še kar nekaj sredstev namenili tudi za vse neke inicialne programe na področju gospodarstva, kmetijstva in tudi turizma. Res pa je to, da okolikor se bo ta trend zmanjševanja sredstev občinam nadaljeval tudi v prihodnje, potem bodo slej ko prej okrnjeni seveda tudi ti programi, ker če govorimo o tekočih transferih, tam nimamo nikakršnih možnosti. Tekoče transfere, ki so zakonsko pogojeni, je treba seveda zagotoviti, sicer tudi prije nenazadnje do izvršb. In tega bi se seveda morali zavedati tudi svetniki, takrat, ko te stvari tukaj pri nas sprejemamo. Moram pa še to reči, da ta proračun je res zdaj narejen na podlagi predpostavk in zavez, ki jih je vlada dala. Dejstvo pa je, da zdaj stopamo pravzaprav v nov cikl pogajanj, ker mora vladna raven narediti domačo nalogo, ki pomeni konkretno v primeru občine Slovenska Bistrica dodatnih 300 000 evrov. Ta so povezana seveda z tistimi zmanjšanji na postavkah iz področja družbenih dejavnosti, kjer govorimo o transferih do vrtcev, do šol, do socialnih ustanov. Če te domače naloge ne bo naredila, bo morala zagotoviti seveda teh 300 milijonov iz lastnih virov, govorim seveda o zmanjšanju stroškov, tako da jaz vseeno že napovedujem zdaj, da se bomo verjetno z letošnjim proračunom srečali še enkrat, torej ob rebalansu tam nekje po počitnicah. Takrat bo tudi bolj znano, kakšna so dogajanja pri nas. Moramo še povedati to, da praktično občinske finance v veliki meri diktira državna raven z vsemi temi svojimi sprejetimi zakoni in v tem smislu se nam ta manevrski prostor vedno bolj oži. Zagotovo pa ste zadovoljni, ker je občinski svet odločno podprl nadaljnja prizadevanja za izgradnjo zahodne obvoznice.
Ja, gledajte, seveda, absolutno, ne, zdaj pač zahodna obvoznica je pomembna na eni strani tako za razvoj gospodarstva, če govorimo seveda o razvoju industrijske cone Impol, o novih vlaganjih na področju razvoja industrije aluminija, to so tudi delovna mesta z visoko dodatno vrednost, govorimo verjetno tudi o novih delovnih mestih, po drugi strani pa bi z to zahodno obvoznico seveda zboljšali kvaliteto življenja v mestu, nenazadnje bi prispevali tudi k boljši ekološki sliki Slovenske Bistrice. Zdaj seveda upam, da bodo tudi ta enotna stališča, saj v tej točki tega občinskega sveta rodila to, da se bodo dinamika, ker je pa to v bistvu v večji meri državni projekt, torej izvajanje tega projekta preselila vse v drugo leto. Mi smo v letošnjem letu pa v našem proračunu že zagotovili neka začetna sredstva, ki lahko pomenijo neke začetne aktivnosti, kar se tiče torej nadaljevanja priprave dokumentacije, odkupu zemljišča. Res pa je, da moramo seveda najprej dogovoriti z državno dinamiko, kot je bilo pri nekaterih drugih projektih. Tista del obvoznice, ki pa jo občina sama mora izpeljati, to je pa v tem južnem delu do tega drugega dela cone, tam pa smo sredstva mi zagotovili, tako da bomo, upam, letošnje leto uspeli to končno aktivirati, tudi ta most, ki že 4 leta čaka, in nekako navezali na to. Ta del industrijske cone, s tem projektom je pa vsekakor povezano tudi vlaganje na tem območju. Nenazadnje projekt Quadrofoil, o katerem je bilo kar veliko govora, se seli zdaj v to območje. Svetniki so med drugim potrdili tudi dobitnike občinskih priznanj za leto 2014. Listino občine bo prejelo Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica za 90 let delovanja. Priznanja občine pa bodo na slovesni akademiji ob občinskem prazniku, ki bo 12. marca, izročili Društvo kmetic Slovenska Bistrica za 20 let delovanja, Franski Rajh za izjemen prispevek na področju prostovoljstva ter Rudolfu Ozimiču za dolgoletno uspešno delo in vodenje krajevne skupnosti Alfonza Šarha Slovenska Bistrica. Svetniki so tudi sklenili, da bodo od države zahtevali, naj čim prej ustrezno reši problematiko izvajanja nujne medicinske pomoči na območju upravne enote Slovenska Bistrica. Policisti in kriminalisti Slovenije Bistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 9 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, 1 poškodovanje tuje stvari, 1 goljufijo, 2 nasilje v družini in 3 lahke telesne poškodbe. Kočno pri Ložnici. Občan je podjetju v tujini nakazal 1700 evrov avansa za nakup delovnega stroja, sedaj pa se mu le to več ne oglaša. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na parkiranem osebnem avtomobilu poškodoval vetrobransko steklo in zadnji brisalec ter ukradel stransko plastiko pri sprednjem oknu. Lastnik je oškodovan za 500 evrov. Prav tako neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo, vendar zaradi odsotnosti lastnice še ni znano, za kakšno škodo gre. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 18 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 34 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj, zasegli 1 vozilo in 1 voznika pridržali do streznitve. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 5-krat, obravnavali pa so še 1 samomor, 2 manjša požara in delovno nesrečo. Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju je po 15 letih obudil zanimivo tekmovanje. V sodelovanju z občino Slovenska Bistrica in Zavodom za šport Slovenska Bistrica so pripravili pokal občine Slovenska Bistrica v veleslalomu. Doslej so na 3 kraljih izvedli že 3 tekme. Zadnja 4. bo na sporedu v soboto 7. marca. Skupaj je nastopilo 87 smučarjev in smučark v 8 starostnih kategorijah.
Na tretji tekmi, ki je potekala v soboto 21. februarja, so občinski prvaki predčasno že postali Sven Špes v kategoriji otrok do 10 let, Toni Urle pri moških starih od 46 do 60 let in Ivo Mlaker med veterani starejšimi od 61 let. V kategoriji deklic do 15 let po 3 tekmah vodi Tara Mrzdovnik. Pri dečkih do 15 let Nik Knez, med ženskami nad 16 let Mateja Bečela, pri moških do 30 let Miha Sernc in med moškimi do 45 let Leon Šuntner. Na pokalnih tekmah je odlično vzdušje. Če ne bilo tako mrzlo, sam če ne bi to pihali, dejmo zdržati sam še malo, bolj bomo šli pa no, smuče bomo dal v kot, nekaj žiba dol po glas, šli bomo na Pancertan, Pancertan, dober se katale štan, mal dolino, mal ugan, pridno k nam na Pancertan, Pancertan, dober se katale štan, dej ne bodno tak zastan, pridno k nam na Še posebej zanimivo pa bo na zadnji tekmi. Organizatorji bodo poskrbeli za zabavo, poleg najboljših bodo številne nagrade prejeli tudi ostali tekmovalci. Na sklepni tekmi bodo razglasili še najboljšo ekipo. Spoštovani, zadnja februarska informativna oddaja lokalnega studia se je iztekla. Na obzorju bo morda tudi kaj več sonca in jasnine. Oboje pa bo v naša srca prineslo več radosti in optimizma. Pa srečno!